Poglej, tale protok, ob katerem sva se ravnokar spustila, se zliva v reko Mežo. Kaj misliš pa, kje izbira? Poglej, z vseh teh hribov tako lepo steka v te male dolince in potem dol v to skupno dolino, kateri je Meža. Aha, ampak midva greva zdaj do Najevske lipe. A ima Najevska lipa kakšen globlji pomen v najini zgodbi? Seveda, tukaj je legenda, da pod Najevsko lipo se skriva zaklad. Pod peto tudi spi kralj Matjaž. Ki ima brado 7-krat ovito okrog mize. Res je. In čaka, da se bo osvobodil in da lahko svojo vojsko tem osvobodi narod. A greva pogledat, če drži? Greva. V dolini, po kateri teče reka Meža, domuje legenda o kralju Matjažu in o zakladu, ki naj bi bil zakopan pod Najevsko lipo. Pravijo, da so ga tu zakopali Turki na enem od svojih plenilskih pohodov pred davnimi časi. Je mogoče ključ, ki ga nosi Ana na poti odkrivanja slovenskih rek tisti, ki nam kaže pot, kje leži pravo bogastvo naše dežele in naroda? Tole je pa pravi naravni zaklad, a ne? Res je. To je Božičev slap. Božičev slap. Po kome pa dobil ime? Po bližnji kmetiji, tukaj v okolici. Si greva pogledat kmetijo? Ja, lahko, seveda. To je pa stara Božičeva bajta. Midva sta bila prej pa pri Božičevem slapu, ne? Ja, in potem kmetov te v bližini se imenuje ta slap. No to je peca. Kaj pa tista kmetija tam na zgori, ki jo vidim pod peco? To so kmetije, ki so ene najvišjih v Sloveniji. To je mogoče celo 3. najvišja kmetija v Sloveniji. No in pod peco Spi kralj Matjaž. in legendo, o kateri sem ti prej govoril. Dobar dan. A ste mogoče vi skrbnik tele lipe? Ne, nisem skrbnik, je ta kmet od spoda. Jaz sem sam prišel pogledat, če je še ostalo kaj zakladal te lipe, pa še seminarije. Gremo lahko kar pogledat? Ja, lahko. Če še kaj zakladal od Ja, lipe, več pa te pa zamudva, zaklad so sodobni Turki vse nesli. Ljudi! Kaj pa, vi što delate? Naju zanima v bistvu tale lipa. A lipa? No pa lipa zanima. A liput te pa ne zanima. Mi še danes ne vemo, a je on ali je ona. Kako je pa ta on ali pa ona star? Ej, vejkolet. Isno je že bolj stara, kot pa 700 let. Bom pa že jaz vedel. Jaz sem bil že pred neštole. Kaj pa kakšen oprijemljiv zaklad, da bi se tukaj skrival, kaj zlato, srebro? No, za zaklad. Jaz bi štek djel. Vejko je zakladov, što na Koroškem. Imate najlepši zaklad, ni zakopan pod lipe, tako ljudi mislijo, kajko je srebra pa zlata, što ni nič uredno. Ta največji zaklad je pa štegonta v les, poglej. A čuješ, če to tičjo petje? Što je ta prva sledo ta največjega zaklada? A bi šel z nama poiskat te zaklade? Lej, Pubeč, štek ti bom povedal.
Jaz z vama nekot na en način bom šel. Ma me navta več vidva. Me bo ta pa čutva tako dobro misl. Tukaj smo pri Sveti Ani na višini 1221 metrov in če poveš številka 55 cerkvave Slovenije posvečenih Sveti Ani, kajti Sveta Ana je priprošnica dekletom, ženam, materam, potem tistim, ki pričakujejo otroke. Kakor sem razumel, je to tudi neke vrste romarska pot zaradi Črne Marije. Kdo je prinesel? Okoli leta 1600 so naši ljudje romali na grob svetega Jakoba. Pot od tukaj v Kompostelo in nazaj bila 7 mesecev. In predno so odšli na pot, so vedno imeli mašo za dušnico, kaj veš, a bom prišel nazaj ali ne bom. In ko so naši šli na to božjo pot, kot gremo mi tudi pa si kupimo kakšen spomin, so tudi oni prinesli to črno podobo iz Montserrata tam. Po pravem bi ta kip moral biti pri svetem Jakobu, ker so šli na Jakobovo božjo pot, ker so pa v tistem času najbolj častili sveto Ano, so ga dali k sveti Ani. Tukaj v bližini svete Ane je tale mejni kamen, ki ga pokažem vedno vsem gostom, vsem ljudem. Marsikdo ne ve, kaj pomeni datum 10. september 1919. plebiscit. Takrat je prvič bila podeljena Slovenija in do lanskega leta, ko smo stopili v EU, je bila Slovenija razdeljena. Sedaj je enotna, ampak ni več tista Slovenija, kajti nedaleč od tod je dvojezično, še malo dalje pa samo nemško. No, to so zvenovi za plodnic. A to pomeni, da bom imela 10 otrok? Ne vem, to boš pa sama videla pričakati. Poglej, to je pa dolina, to je pa dolina Tople, dolina starih mlinov. Dobar dan, gospod. Zdravo. Nama lahko povesta, kje sem od vas zdaj se znašla? Seveda. Bodo ste zdaj v Podpeci. In sicer ravno na delu Mokrišča zaščitenega. Tu se najdejo metulji, ki so izredna redkost, razne trave, rože in pa... Naravni habitati tudi. Tako. Razumem, ja. Tam pa vidimo, kje izvira Krofla. To je pa potoček, ki teče skozi Podpeco. Kaj bi rekla, zaradi česa tako ime? Pojma nimam. Krofla pomeni krofavost. Ženske, ki so včasih živele v teh rudarskih familijah, so pogosto zbolele na golši. Včasih je hodilo okrog 1000 knapov v jamo v Podpeci. 1000 knapov? Tako. Družine so bile zelo močne, kraj je zelo močno živo, zdaj je odmrl. In ta voda napaja vsa ta gospodinstva v kraju, zaradi tega so ljudje poimenovali ta potok Krofla.
Na tem mestu je nekoč stala To je pa hiša. stala ena stara hiša, čez 200 let dolga stavba je bila ena nadstropna, dolga, okrog 20 metrov, spodaj je bila kovačija, na levi strani je bil žnidar, vse razne obrtne dejavnosti so se razvijale tu. Pa so pa to po vojni podarili. In kako to? Ker kar je bilo staro, se jim vse hoteli uničiti. Aha. Midva z Rokom veva, da ste zbrali veliko število kmečkih predmetov, ki ste jih potem podarili muzeju. Noče, ogromno dosta mislim. To se lahko delamo takoj v muzeju, to ne bo. Glej, tole, ne, je pa eden zadnjih spomenikov Jožeta Plečnika. Ko vidiš, to je bilo narejeno kakšno par let po drugi svetovni vojni, a ne? Kaj pomeni ta obraz? Kdo je to? Ja, ne vem, glede na napise bi rekla, da je bil to kakšen partizan. Glej, ta kip predstavlja kralja Jugoslovanov, Kralja Jugoslovanov. Aleksandra Karadžordževića. Naročniki so imeli pa v glavi nekaj drugega. Jaz dvomim, da so vedeli. Jaz mislim, da je Plečnik kot genialc si jih je malo prvoščil. Dobar dan, gospod župan. Ne bom predstavil malo. Dobar dan, me veseli. Ja, gospod župan, mi smo zdaj pred vhodom v rudnik. Pričakala nas je rudarska godba. In mene predvsem zanimajo legende, zgodbe in pravzaprav sem slišala za eno zelo zanimivo, ki je povezana tudi z rudarsko godbo. No, najbrž ste slišali, da ima rudarska uniforma 28 gumbov. Točno tako. To je ena čisto posebna zanimivost. Sveta Barbara je zavetnica rudarjev in zaradi nesrečne ljubezni se je zaprli v stolp in ona je seveda pri 28 letih obarva. In to je to. Gremo kar v rudnik, Prav, da nam poveste prav. še malo več, kako rovi, kakšno je bilo življenje rudarjev, mene to zelo zanima. Zdaj ne vem, ali bomo šli po isti poti. Ja, mi bomo Je še šli ohranjen? točno po isti poti, kot so šli rudarji, celo z enakim vlakom se bomo peljali. To je zdaj vstop, ne? Tako, tako to sleda. Gospod župan, koliko globoko smo mi zdaj pod zemljo? Ja, tu smo zdaj približno 700 metrov pod zemljo. In je to najglobji rov, ki sega v tem rudniku, ali so še globlji? Ne, najgloblji del tega rudnika je približno še 200 metrov pod nami, najvišji pa, da ne rečem, skoraj na višini 2000 metrov. Aha. V tem rudniku je bilo vedno izjemno veliko vode. Bi lahko rekli, da velik del te vode, reke Meže, prihaja ravno z tega rudnika. Čeprav, da seveda Meža formalno izvira po Dolševu, ampak vseeno velik del pa pride prav iz rudnika. Kraje ob Meži prežemajo ponosni ljudje. Tu je bil med drugim tudi sedež Mohorjeve družbe, prve slovenske tiskarne, ki je delovala v času med 1919 in 1927. Mohorjeva je razširjala slovensko besedo, slovenstvo pa se je v teh krajih krepilo skozi vse vihrave čase preteklosti.
Tu najdemo skoraj vse, od ostankov rimskih sarkofagov, mejnikov do sodobne industrije. Opaziti je, da ljudje ob Meži čutijo veliko odgovornost do reke in rečne okolice. Polhov mlin je eden redkih ohranjenih tovrstnih etnoloških in tehničnih spomenikov v teh krajih. Njegova kolesa žene voda iz Šentanjevske reke. Mlin je izjemni kulturni spomenik. Dober dan, gospod Franc. Jaz sem zelo radovedne sorte in me je vedno zanimalo, kako nastane iz zrna moka. Ja. Če bi nama lahko vi to razložili in pokazali. Lahko, ja. Prosim, gremo, pogledamo. Mlin je sistem vodnega pogona. Žitjo se nasuje gre na pajk košt. Aha, in to sta dva kamna. To sta dva kamna, ja. Ta stoji, zgornji se pa vrti. Semena oziroma plodove se zmelje samo enkrat ali večkrat? Za moko se pravzaprav dvakrat mora gre na nest. Ker prvič je na grobo zmelje, pa še enkrat, da spet bolj kvalitetno stisneš kamne, pol pa pride Ima tako fino moko. do fino moko, ne. No, zdaj se nahajamo v stopeh. Stope so za luščenje ajde, prosa in ječmena. To je sistem, ker ajdo moraš prej luščiti, da pride na mlin. Evo, to je mlinarska soba, med tem cajtu, ko je mlinar, ko imaš čas prej, da se iz košta, bi rekel, sprazni, imaš čas, med tem cajtu je mlinar del razna cevha, šinkle cepo, pa je kolesa del, pa je pripravljal za mlin razne orodja. No, to je še mlinarska soba. Ana, si predstavljaš, na eni strani imamo Mežo reko, tukaj magistralno cesto Ravne, Dravograd, zgori pa eno poslopje, eno hišo in iza te hiše je neka skrivnost, neka znamenitost, za katero vsi ti ljudje, ki se vozijo sem ter tja, ne vejo. Lep pozdrav, gospod. Pozdravljeni. Prišli smo pogledati vaše hišne znamenitosti. Ja. Če bi nam dovolili, da si greva pogledati. Lahko. Hvala. Jo. Zvoli, Ana. Dajte mi povedati, kako se počutite kot človek, ki ima slab, praktično v dnevni sobi? Super. Nobene vlage, pa kakšnih problemov? Ne. Bom povedal, na zgolj prejšnji teden sem nastajal opaz za miš. Ja. Noče se povejo riba. Riba? Ja. Dvojna korist, ne? Ja. Pa še dober zrak imate tle ob Slapova, ne? Jo. Zelo lepo slišati, ne? Pa tale okolica je tudi čarobna, ne? Če dovoliš, ne, da predstavim, ne? Aha, ti bi zdaj mene vključil v okolje. Pa ne bom zdaj, recimo. Ana, v praviš deželi, ne? Ja. Gospod, najlepše hvala. Hvala lepa. Prosim, nasvidenje. Nasvidenje. V dolini Črnega potoka so ob njeni strugi bogata mokrišča, prepojena s pisano mavrico življenja, ki tvorijo hidrološki naravni spomenik svetovnega pomena. Dober dan. Veste, kje je Črni potok? Ja, ne vem, što dole en graben, če bi to bilo. Tukaj iza? Ja. Aha. Mokrišča nudijo zatočišče številnim ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Z naravovarstvenega stališča so posebej pomembni travniki ob Črnem potoku. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Kaj pa videla tukaj? Mogoče podobno, kot vi. Črn potok iščeva. Ja, potem smo se pa našli ravno ob Črnem potoku. To je znameniti Črni potok, v katerem živijo tudi črni rakci. Malo nekaj sem jih najdel nekaj, pa vse mora biti tudi nekaj So pa veliki? Ja, zdaj so čisto majhni, ravno kar so prišli na svet. Mogoče
No, tule pa so. Tole, čisto majhne te živalice. Zanimivo je, da še niso čisto črni, ne? Zdaj, s časoma dobijo črno barvo, ne? Prav veliko jih pa ni teh živih, oziroma teh črnih rakcev, ne? In pogoj, da te rakci sploh živijo, je izjemno čista voda. Ste pripravljeni, da gremo še malo poiskati po strugino zgor? Ja, z veseljem. Slišal, kaj dolga. Zanimiv ta črni potok, ne? Ja, jaz sem si zapomnila, ker smo prej višji gor govorili, da je res črn po teh črnih kamnih, črnih rakcih. Pozabili smo pa povedati, da je to blato oziroma ta ilovica tudi zelo zdravilna. Kar zanimivo. Zdaj ste že nekaj časa med Korošci. Kako se vam zdijo ti ljudje? Gostoljubni. Odprtega srca. Mehkih duš, ne? Ja. Zanimiva je bajka o tem, kako pripoveduje, odkot tem Korošcem tako mehka duša. Namreč povodni mož in Urška naj bi hodila po svetu in sta prišla tudi v te kraje. Na tali hrib tamle gor ga vidite, ne? Ta hrib zdaj nosi tudi po Urški ime, Uršla gora. No, in naj bi prišla tja gor, tam je bila neka skala in ko sta stopila na ta kamen, na to skalo, se je Urški udrlo pod nogami. Kar skala se je udrla. Pravijo, da odtot je pa Korošcem tako mehka duša. Zakaj pa je reka na tem delu tako umazana? Poglej, bilo je deževje in je pritok z Uršle gore prinesel s sabo veliko blata. Praktično vidiš tam na tistem mestu, ki priteče v reko Mežo, je prav sled blata in potem se to pomeša in je ta del Meže pač zdaj v tem trenutku, ko je več deževja, blatno in bolj rjavo. Ana, to je konc najnega potovanja. Meža se zlije z Dravo. In ravno to popotovanje mi je odgovorilo na vprašanje, čemu služi najin ključ. To v bistvu ni ključ do zaklada, temveč je ključ do svobode nas samih in do ekološko ozaveščene družbe, ki upam, da bo znala pravilno izkoriščati čisto slovensko vodo.